Lep pozdrav vsem in dobrodošli na prvem Sporto podcastu, kjer bomo agencija Sport Media Focus skupaj z našimi partnerji iz Forbes Slovenija spremljali, analizirali, debatirali o športnem marketingu pri nas, sponzorstvih, komunikaciji, vplivu gospodarstva na šport in pa seveda tudi športa na gospodarstvo. Naše teme bodo pravzaprav vse, kar se tiče športa. Od medijev, navijačev, lastnikov, sponzorjev, blagovnih znamk, social media, digitala, vse. No in res sem vesel, da sta moja prva gosta, dva, ki ju poznam že zelo dolgo časa in se bomo kar tikali. Prvi je poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije, Matic Žvab. Lep pozdrav. In pa tiskovni predstavnik na Nogometni zvezi Slovenije, Matjaž Krajnik. Lep pozdrav. Živijo obema, sta v redu? V redu. Razlog je seveda jasen, zakaj sta prva gosta. Poletje je prineslo dva velika dogodka, poletne olimpijske igre v Parizu in pa nogometno evropsko prvenstvo v Nemčiji. Zdaj, vtisi so že nekako pospravljeni, najbrž analize so bile narejene. Matic, kere so bile to tvoje igre? To so bile, mislim, da že 6 oziroma 7 olimpijske igre. Tako da je pa zdaj, ki so mogoče pogledamo že z neko časovno distanco, lahko rečemo, da je bil Pariz res nekaj posebenega. Organizatorji so odlično naredili svojo domačo nalogo, tudi v bistvu vsa prizorišča so bila res ikonična v Parizu in ljudje so v bistvu dejansko to kar čakali. Tako da tudi za te podatki, ki jih daje Mednarodni olimpijski komitej glede gledanosti, so dejansko najbolj gledane igre do zdaj. Tako v Ameriki, ki so zelo pomembne zaradi teh pravic, kot smo se že pred to dajo pogovarjali, kot dejansko tudi v Evropi. Nemčija, Francija, kot neki glavni trgi, tudi Velika Britanija, je bilo res ogromno gledalcev. Tako da niso samo igre, ampak tudi mesto, ki jih gosti, da neko tisto dodano vrednost, da pa še več ljudi in pa gledalcev spremlja vse skupaj. Zate pa za vso ekipo na OKS, kdaj se v bistvu začne to? To ne začnete pol leta prej, pa slovenska hiša. Ja, kaj to pomeni? To ponovadi je tako, da poletne olimpijske igre, ki so še nekoliko večje kot zimske olimpijske igre, se začnejo dobri 2 leti pred olimpijskimi igrami. Treba dejansko postaviti pač vse ekipe, na tem marketinškem delu je treba pripraviti pač strategijo, kampanjo, ki smo jo letos prvič delali tudi s slovensko turistično organizacijo. Potem je prišla še ta odločitev, da bomo imeli kar veliko slovensko hišo v Parizu, največjo do zdaj. To seveda je tudi kar logističen zalogaj, pa seveda od priprave kolekcije, ravno zdaj dejansko finiširamo recimo kolekcijo za Cortino, Milano Cortino, ki bo čez leto in pol. Seveda to je bilo toliko prej, potem za olimpijske igre v Parizu, pa seveda prodaja izdelkov, podoben kot kolegi, seveda tudi na Nogometni zvezi Slovenije. S to izjemo, da mogoče oni imajo še malo bolj zahtevno nalogo, ker imajo to časovno dobo relativno kratko od uvrstitve, seveda pa moramo imeti prej vse pripravljeno, ker v tistih parih mesecih se to da narediti. Pri nas saj vemo, da naslednje olimpijske igre so takrat in je to pač neka stvar, do seveda digitalnih strategij in vseh ostalih stvari. Potem neko zadeva, ki je pri nas tudi zelo pomembno, je, ali se ti uvrsti ekipa, ki je res ena velika dodana vrednost v olimpijsko reprezentanco ali ne, potegne za sabo kar nekaj logistike na eni strani, seveda po drugi strani pa navijači, gledalci zelo radi gledajo ekipne športe v Sloveniji in seveda to ti prinese tudi določene prednosti, ki jih moraš seveda izkoristiti oziroma bolj priložnosti. Matjaž, tudi ti si že dolgo na NZS, če bi mi v Kopačke gor bi rekla, da si veteran, ne? Da sem že veteran. Ampak kljub vseh teh letih, to je bilo tvoje drugo veliko tekmovanje. Moje drugo veliko tekmovanje na članskem nivoju. Ja, seveda. So še bili manjši v 17, v 19 in podobni, ampak ja, drugo člansko. In kako se recimo, ko se Slovenija uvrsti na veliko tekmovanje, kaj to pomeni za vse vas na NZS, kaj to pomeni za te? To je v bistvu vseeno tak boom in tako nekaj drugega, da vse postavi na glavo, ali ste že tako zverzirani? Ne, najprej to neka kulminacija čustev. Ti delaš vsa ta leta za ta uspeh, ki je pač potem ga izborijo igralci seveda na igrišču, ne? Ampak je pa na nek način celi delovni skupnosti, celi nogometni zvezi, športu, nogometu kot širše v bistvu to poplača v ta trud sponzorjem, konec koncev tudi. Gre res za eno. Ne moreš pa primerjati, ko je enkrat prvenstvo v Nemčiji v primerjavi z Južno Afriko. Ja. To je ne samo z časovne distance, tudi z distance, fizične distance in vsega skupaj razvoja medijev v tem času, v vseh teh letih. To je čist ena druga zgodba. In kako ste se pol
Ko je bilo jasno, da se Slovenija bo uvrstila v Nemčijo, takrat je bilo treba najbrž res fajn zavihati rokave. Kako ste nastavili v bistvu komunikacijsko strategijo pa marketinško? Ja, sej najprej je pač fora v tem, da itak ne moreš, ne vem koliko naprej tega planirati, ker nočeš na jinxata, ne? V športu delamo, ne? Tisti moment, ki je v bistvu že prva erupcija čustev navijačev, ki je najbolj spontan moment, tisti je prvi moment, ki ga tudi z nekega PR komunikacijskega vidika izkoristiš na najboljši možen način, kar pač v tistem trenutku lahko. Pa pride priprava na vse skupaj, pa so tisti meseci, oziroma kjer je potrebno storiti 1001 task, da ko prideš v trening kamp, da ko prideš na prvo tekmo, da je vse redi, ko igralci pride ven, ko slišijo to himno, in tako naprej. Mi smo se osredotočili, mi smo iskali poleg teh obveznih stvari, ki jih pač moraš narediti še z vidika UEFA, broadcasterjev, partnerjev in tako naprej, smo mi postavili eno celostno komunikacijsko in marketinško strategijo, v kateri smo se predvsem zavedali, da sponzorjem na prizorišču ne moreš kaj veliko dati. Ker si podobno kot pri vas, ker si omejen zaradi sponzorjev prvenstva in tako naprej. In pa smo mi tle, recimo, ne vem, prišli z Studiom Slovenija, da ga bomo predvajali, smo se dogovorili z medijskim partnerjem, delali smo tudi z istim medijskim partnerjem serijo oddaj, kjer smo predstavili reprezentanco že do prvenstva, potem pa seveda še delo z broadcasterji. V glavnem poskusili smo pokriti naše vse broadcasterje, naše medijske partnerje, vse digitalne kanale, da bi pač na koncu res odneslo tega vsi skupaj čim več. V Münchnu ste organizirali biznis dogodek, kako je to šlo? V Münchnu smo organizirali biznis dogodek, pravzaprav kar biznis dogodke, ker jih je bilo ena serija enih več dogodkov, kjer je bil naš državni vrh, nemški državni vrh. V bistvu izjemno pozitivni odzivi na ta dogodek, malo drugače smo se lotili skupaj z našimi partnerji, smo se pač zadeve malo drugače lotili, zato da smo jim dali eno izpostavljenost v Nemčiji, da smo jih pripeljali bliže nemškemu trgu, tiste, ki so pač bili zainteresirani za to, in na koncu same pohvale, konc koncev. Torej, malo out of the box. Sponzor. Ja, malo out of the box, pač noben od tega nas od tega ni pričakoval, da bomo zdaj pač delali, pogovarjali, dosti je bilo govora, slovenska hiša, ne slovenska hiša, ampak reprezentanca je bila umaknjena na nek način v Wuppertal. Mi smo torej iskali načine, kako vedeli smo, da je München tisti konec koncev, kjer se bojo vsi Slovenci, kjer bo največ Slovencev na nek način. Tudi ne samo zaradi tekme s Srbijo, zaradi dostopnosti in vsega. In smo iskali načine, kako to narediti, in je prišla ena ideja, da naredimo poslovno konferenco. Ekipa, ki je nad to poslovno konferenco obdela, je organizirala vse do najmanjših podrobnosti, do speakerjev, gostov, cel media output na koncu je bil izjemen, tudi na naših potem omrežjih, kamor smo dejansko to pušali, je bilo vrhunsko. En medklic. A je bilo načrtno, da je imela Slovenija bazo tako daleč na severu? Ja, je bilo, mislim, načrtno. UEFA ti da seznam baz, ki so na voljo. Z nekega kataloga zbereš bazo. Zdaj, mi smo imeli izhodišče, da se lahko na eno tekmo pelješ, torej da lahko greš z busom, da spet ni predolga pot, da je blizu letališče, da je letališče odprto po noči, kar po večini Nemčije recimo ni. In mi smo tle izkoristili ta Düsseldorf. In ja, smo iz tega vidika iskali smo predvsem optimalne pogoje za reprezentanco. Mi smo zelo
competition oriented v tem smislu. Tudi pri medijskih aktivnostih, tudi pri ostalih. Prvo je vse izhaja iz tega, da je ekipa pa športa, da je za njih dobro poskrbljen. Da kar ostanemo v bistvu na istem. Tako kot je NZS iskal priložnosti za svoje sponzorje, tako vi na OKS iščete te povezave in načine, kako bi lahko sponzorji bili vidni, bili del tega vsega zraven. In ta slovenska hiša je najbrž to res dobro omogočila. Koliko? Prav petina vseh udeleženk že ima neko podobno rešitev. Ne? Ja, Mednarodni olimpijski komitej je verjetno še bolj strikten kot pa UEFA na tem področju in dejansko ne moreš se nikjer izpostaviti marketinško, ne, na oblačilih, seveda niti nikjer druge. Mi nimamo niti domačih tekem, tako kot jih ima nogometna zveza, kjer vedno gledamo, kako lahko izpostavijo svoje sponzorje. To je dejansko naš handicap. Na drugi strani pa sigurno ta ekskluzivnost olimpijskih iger, da se lahko zraven v olimpijski zgodbi prinaša neke prednosti za same sponzorje, da se lahko aktivirajo. So pa seveda nekatere države prepoznale priložnost, predvsem gostiteljice olimpijskih iger, ker je to pa ena prednost, in Pariz, dejansko vse se ti dogaja praktično v Parizu in vsa poslovna javnost je tam, vsa športna javnost je tam in so se začele dogajati dejansko te hospitality hiše in seveda tudi mi smo jo imeli že pred mnogimi leti že v Sydneyju in tudi že prej, ampak zdaj dejansko v Parizu je bila pa res velika, na res super lokacije v parku La Villette, kjer je bilo še 15 drugih hiš zraven. In sam park je naredil res domačo nalogo, lahko rečemo, pripeljal je 1,5 milijona gledalcev v 17 dneh. To pomeni, da praktično je šlo 1,5 milijona gledalcev v slovenske hiše, seveda so si potem pač izbrali, kam bodo šli in to je bila ena od pomembnih dodanih vrednosti. Druga je seveda, da hočeš zadovoljiti svoje deležnike, ki ti pomagajo, od nekih javnih financerjev do Mednarodnega olimpijskega komiteja, pa seveda do sponzorjev. Predvsem sponzorje smo lahko izpostavili v sami hiši, ker to je edini objekt na olimpijskih igrah, kjer ti lahko izpostaviš svoje sponzorje, pripelješ seveda športnike, slaviš medalje konec koncev in takrat imaš lahko nek čist klasični medija vol s sponzorjem, ampak ta ti je seveda zelo pomemben, ker imaš tam vse, predvsem nacionalne medije, če imaš neke mednarodne zveze, tudi mednarodne in seveda narediš nek media exposure svojih sponzorjev. Ne. Na drugi strani imaš pa tudi neko platformo, jaz rečem, kjer lahko vse aktivnosti v državi gostiteljici olimpijskih iger, to je bila Francija, povezanih s Slovenijo, narediš na enem kraju. Ne, da bi imel zdaj 17 različnih konferenc po različnih mestih, recimo ali pa po Parizu, pa da bi nekaj delalo, recimo veleposlaništvo, nekaj OKS, nekaj spet ministrstvo za šport, ampak vse na enem mestu, slovenska hiša, to je to. In dejansko smo na koncu bili res zadovoljni. Imeli smo tudi zelo dober medijski vtis, 1500 objav slovenskih hiš v 17 dneh. In tudi prvič smo naredili dejansko zunanjo teraso, tako kot je nogometna zveza delala svoje dogodke za navijače v mestih. Smo mi naredili v bistvu pač zunanjo teraso, kjer so lahko pač navijači poskusili slovensko laško pivo, slovenska vina, tam je bila krenšnita gibanica, kranjska klobasa. In zanimivo je bilo, da je bilo tam Slovencev spet ni bilo toliko veliko v Parizu, bilo jih je nekaj tisoč, ampak zelo veliko je bilo Francozov, ki so tam zelo radi pozno noč okušali slovenska vina in to seveda spet neka primerjalna prednost, da bo mogoče kdo od njih pol tudi odšel na dopust. Tako da ja, je pa spet to, kar je rekel Matjaž, to je bilo pač Evropa, Nemčija, Francija, če si v Južni Afriki. Če boš ti zdaj v Los Angelesu, ki bo vemo, zelo delati, zelo drag, tudi svetovno prvenstvo v Ameriki, to bo spet malo, nažalost, te velike športne tekmovanja potem niso dosegljiva vsem navijačem, ker pri olimpijskih igrah že opažamo, ker ne vem, namestitve v Parizu gredo v nebo, vstopnice so tudi že kar zelo drage in moraš imeti že kar nekaj evrov, da greš navijati za naše športnike. Mogoče še ena stvar, te hiše, posameznih olimpijskih komitejev, najbrž se lokalni odbor organizatorjev si kar misli, super, to je v bistvu nič nam ni treba narediti, pa je to še en del olimpijskega vzdušja, ki bogati v bistvu celo izkušnjo gledalcem. Absolutno, sploh zdaj ta koncept, ko je bil v Parizu, ko je v bistvu dejansko en park, to je, da bi tukaj park Tivoli recimo rekel, da pa hoče imeti hiše v parku oziroma okrog parka in bi bilo pol to dejansko postala neka promenada, je to lahko nek relativno zanimiv nov koncept, tudi mislim, da ga bodo preslikali v Los Angeles. Na drugi strani je pa malo odvisen, kakšno je mesto, ki gosti igre. Pariz je zelo kompaktno mesto, vse je znotraj tega ringa, periferika. Zelo hiter si bil konec koncev iz enega dela na drugega, ne vem na kaj, kjer je bilo najdlje, si se vozil 1 uro z metrojem, ker je še zmeraj relativno blizu. Če pa pogledam nazaj neko Brazilijo, Rio de Janeiro, tam je bilo pa, ne vem, iz enega dela Rija na drugi del Rija si se vozil tudi po 2 uri. Tako da je spet odvisen, kje
pa na kakšen način organizator to naredi. Na zimskih igrah je pa to dejansko malo lažje, ne sicer v Italiji, ker so zelo, nažalost, razmetali prizorišča po celi Italiji, ampak nek Soči, nek Pjongčang so bila pa dejansko mala mesta. Na enem delu mesta, oziroma v Pjongčangu, recimo, je bil ves del na ledu, hokejski del, pa drsanje, ki je zelo priljubljeno. Moramo se zavedati, mi smo mogoče malo bolj smučarski narod, ampak na olimpijskih igrah je hokej pač šport številka 1. Potem na drugem delu so bile pa vsa prizorišča na snegu in to je bilo ponavadi 1 ura z avtomobilom in relativno lahko si obvladoval obe mesti, sploh takrat, ko smo imeli hokejsko reprezentanco. Pjongčang dejansko od nekih skakalnic do ledene dvorane bila 1 ura, isto Soči. Zdaj v Cortini je pa to postalo vse skupaj malo bolj zakomplicirano, tako da tudi mi ne vemo, kakšen koncept bomo pripravili. Tudi ta koncept iz Münchna je dosti podoben tistemu, ki bi bil mogoče primeren za Italijo, ker imaš na eni strani Bormio, na drugi strani Cortino, fanti smučajo v Bormiju, punce smučajo v Cortini, do Cortine je hitreje skoraj iz Ljubljane priti, kot pa iz Cortine v Bormio. Tako da dejansko bojo te razdalje zelo dolge. Pol je tudi Livigno, Milano in dejansko bojo to kar logistično zahtevne igre. In imaš kar že neke podatke od danes, si rekel, ne? Ja, mislim, zelo težko bo tudi dejansko za vodstvo reprezentance, tudi za medije, ker se veliko pogovarjamo o medijih. Imeli bomo dejansko smuk v Cortini isti čas, ko bomo imeli veleslalom v deskanju na snegu za moške in ženske istočasno. Imeli bomo, sprint v biatlonu ženske, ki je zelo zanimiv, zaradi Ane-Marije Lampič, na drugi strani bo v istem času Žan Kranjec smučal veleslalom. Zvečer bodo pa še skoki, tako da bo zelo zgoščeno in praktično bo nemogoče biti na obeh mestih v živo, če ne boš alociral svojih ekip medijskih na eni strani, ali pa tudi konec koncev sponzorjem, da jim boš dal na izbiro, kje se hočejo izpostaviti. Hotel sem sam dodati, zdaj pri nogometu praktično imamo stalno ta experience, torej da se selimo, da je, ne vem, štadioni so dobro, kadar smo seveda tam, ampak torej, da je po celi državi organiziran ali pa celo 2 državi, da gostita. Edina taka izkušnja, ki pa je bila pri fuzbalu, je bila pa ta, da si Katar, ne? Aha. Katar je bil majhno mesto, vsi štadioni na enem mestu. Mi smo imeli to srečo, če že nismo bili potem na prvenstvu, smo imeli vse to srečo, da smo 3 mesece predtem bili tam kot ena od ekip, na kateri so oni tudi potem malo vadili, prevoze, in te organizacijske stvari, vse. Smo tudi koristili enega od tistih trening kampov, imeli smo tam 2 prijateljski tekmi, Hrvaška pa Katar, ampak hočem reči. In je bilo prvenstvo, ki so se ga ljudje mogoče na nek način najbolj bali, pa daleč, pa Katar, pa ono, ampak vsi, s katerimi sem pa pol govoril, ko so pa bili tam, je bil pa feeling vrhunski, ker je bilo malo mesto, šel si z ene tekme na drugo, bili so navijači ene reprezentance, druge reprezentance in so res dosegli nekaj. Malo podobno olimpijskim igram, v bistvu. Ja. Rekli smo, da ne bomo šli preveč nazaj v smislu, ne vem, ali se da sploh primerjati Pariz s Tokijem zaradi epidemije, ampak če gremo nazaj, pa Rio pa to. Dejstvo, da so bile igre v Parizu, sredi Evrope, v krasnem terminu, tako kot vedno, seveda poletje, ampak vseeno, kaj to pomeni z marketinškega gledišča? Kaj to pomeni za vaše sponzorje? Kaj je bilo drugače? Ne samo, da logistično in vse tem, kar smo zdaj govorili, ampak v bistvu, kaj je bilo z marketinškega gledišča? Kaj ste morali več zagotoviti sponzorje? Kakšne vse priložnosti so se vam ponudile, ki so bile super za vaše sponzorje? Ja, tukaj v bistvu, eno je Tokio. Tokio je bil COVID, nisi mogel delati dogodkov, več ali manj vse, kar smo naredili na digitalu, tako da smo imeli tam glavni fokus. Če pa primerjam z olimpijskimi igrami v Riu, pa mogoče še prej v Londonu, je pa sigurno ta slovenska hiša naredila eno glavno razliko, ki je dejansko tudi neko marketinško orodje. Zato, da ti, tako kot sem rekel, lahko izpostaviš sponzorje, gostiš zelo pomembne ljudi, ki pridejo tja, imaš določene dogodke, gospodarske, poslovne. Na drugi strani pa absolutno so postale pač ta velika športna tekmovanja, pa tudi olimpijske igre zelo digitalne. To pomeni, da moraš ti imeti zelo močno digitalno ekipo, se to bo Matjaž več povedal, ki to dela, ki ad hoc, just in time objavlja v bistvu vse zanimivosti. Sploh mogoče neka primerjalna prednost, ki jo moraš izkoristiti, je
govorim lahko o olimpijskih igrah, da si z reprezentanco tam, kjer ni drugih medijev. Ne? In ti si tisti, ki se boš odločil, katere informacije, katere zanimivosti boš lansiral predvsem svojim navijačem, zraven pa seveda lahko izpostavil tudi sponzorje, ki na ta način prihajajo do nekih priložnosti, predvsem digitalnih, ki jih pač lahko izkoristijo. Ok, mi imamo mogoče spet tudi malo drugačen koncept, je ta, da pač mi nimamo reprezentance na voljo tudi v nekem kvalifikacijskem ciklusu, takrat je reprezentanca marketinško na voljo Nacionalni panožni športni zvezi, tako da moramo pač v tem časovnem obdobju olimpijskih iger dati še toliko več poudarka na ta del, da sponzorji pač lahko zagotovijo svoje pravice, da seveda on time posnamejo svoje kampanje in jih lansirajo, to je po mojem več ali manj podobno. Je pa sigurno to, predvsem, kar je zelo pomemben, je, kdaj so na sporedu. To pomeni, Pariz je bil v Evropi, vsa glavna tekmovanja so bila, so bila od jutra do večera, ampak dejansko ni bilo nič po noči. Časovni pas je relativno ok, vsa glavna tekmovanja proti večeru, tako kot nogomet, kar je super, kar je bilo zdaj tukaj. Ta Amerika bo pa že malo bolj specifična, bo pa treba že verjetno tudi po noči ostati za kakšno tekmo in to seveda potem pripelje do tega, da zgubljaš malo navijače. Po drugi strani, ko se spomnim Tokija, še vedno je mislim, da je ena najbolj gledanih tekem slovenskega športa, Slovenija, Nemčija, košarka, ko smo igrali četrtfinale, mislim, da je bilo 3 zjutraj, ko se je Slovenija zbudila. Tako da tudi po drugi strani pa seveda tudi slovenski navijači so zvesti in bodo ostali za neko dobro tekmo, sploh če je to v nogometu ali košarki, odbojki, v teh ekipnih športih, ki dejansko zelo privlačijo navijače. Matjaž, ta digital, tudi pri vas je nekaj podobnega, s tem, da nogometaši so, pa naj ostali ne zamerijo, ampak so večkrat v svoje luči, skozi celotno kariero, navajeni so, imajo drugačen, najbrž tudi drugačen pogled na medije, tudi drugačen pogled na ves ta digital, na social media in tudi na ekipe nogometne zveze, ki dela najbrž social media in vse te vsebine za digital. Ti si v bistvu sediš na 2 stolih, si tiskovni predstavnik, paziš na svoje fante, recimo temu, ampak obenem skušaš malo odpreti vrata tudi svojim sodelavcem, ki delajo digital. Kako recimo to krmariš, kako lahko pomagaš in na ZS-ju, na družbenih omrežjih, ampak obenem zaščititi fante, kajti tako, kot smo rekli, mi smo orientirani na uspeh na igrišču. Najprej pač seveda ti fantje so takšna generacija, da vsi so zelo doma na digitalu, torej nogometaši, športniki, konec koncev vedno mlajši so in na koncu bodo že oni nam kakšne trende predstavljali, ne mi njima. Imamo jasna pravila, to je prva zadeva, imamo pač jasna pravila in interno in torej kaj lahko počne naša ekipa za digital, kaj lahko počnejo mediji itd. Pač, če te stvari dobro definiraš, najprej v nekem svojem krogu, potem pa seveda to tudi naprej obrazložiš, kaj pa, kako tu ni nobenih, ne pride do nekih problemov takšnih, da bi... Tako da v bistvu naša digital ekipa imajo popoln dostop do igralcev. Midva sva bila tudi za sodelavcem del te delegacije, ki je bila v Wuppertalu, ki je bila v hotelu. Tam smo pač od vsebin, ki smo jih delali za oddajo, do ostalih vsebin, ki smo jih delali ali tam, ali v medijskem centru, ki smo ga imeli v trening centru. Bi rekel, fantje so to sprejeli, fantje so tega navajeni, navajeni tudi z enega vidika, da mogoče UEFA v okviru svojih tekmovanj že dosti poskrbi za te smernice, in potem je to že nekaj normalnega. Oni bi si včasih želeli še celo več, kot mogoče mi vsem damo, zato ker vemo, da je pa vsem fokus treba nekje druge zadržati. Tukaj pri nas je podoben. Moraš postaviti, tako kot je rekel Matjaž, neko ločnico med tem, kaj je še za športnika dobro, in pa seveda, da ne motiš koncev trenažnega procesa, pa pol dneva ali 2 pretekmo. Tako da pri nas je pa predvsem vezano na marketinški del, ima Mednarodni olimpijski komitej kar stroga pravila, kaj dejansko športniki, olimpijci v času olimpijskih iger, v tem olimpijskem obdobju lahko sploh objavijo. Vse te njihove potencialne akcije, ki morajo biti generične, morajo biti naprej napovedane, tako da se dejansko lahko
povezujejo samo z olimpijskimi sponzorji. Je tudi kar monitoring, kar strok, moram reči, da dobimo kar tudi hitro informacijo, če se karkoli zgodi in moramo se pa tega športnika opozoriti. Tako da ta clean field kar varujejo, ne glede na to, da občasno seveda kakšnemu sponzorju še vedno uspe s kakšno akcijo, govorimo o globalnih prijat, seveda na neke digitalne objave oziroma na neke mogoče celo zaslovne. Vsi vemo za ta pravila in v bistvu kdaj so sponzorji na voljo vam pa to. Kako pa v bistvu pa res Olimpijski komite skrbi za te luknje? V tem, recimo, da imate na 2 leti imate boom, ali se to zimske ali poletne igre. Kako v bistvu zadovoljite sponzorje, ki imajo z vami seveda večletne pogodbe v tem mirnem obdobju? Mi smo v bistvu pred leti kar veliko energije usmerjali, da razvijamo neko platformo dogodkov tudi na področju športa za vse, da imamo določene dogodke, ki so zanimivi. En primer, ki smo ga začeli za Tokio oziroma še prej za zimske igre, je bila recimo slovenska bakla. To je en dogodek, ki gre bakla olimpijska 100 dni po Sloveniji, praktično po vseh občinah. To je predvsem zato, da dajemo sponzorjem priložnost, da se aktivirajo v tem času, ko mogoče jim športniki še niso na voljo. To je recimo eden od primerov. Drugi primer, zelo veliko delamo recimo na tem jesenskem delu, Evropski teden športa, Olimpijski festival, mini olimpijade in podobno. To so vse neke pač mini platforme, kjer se pač sponzor lahko zaktivira, ker tako kot ste rekli, dejansko pri nas je to izziv, da seveda imaš športnika določeno obdobje na voljo, potem ga nimaš, oziroma ga imaš na nekih športnikov iz nekih mladinskih reprezentanc, ki so pod našim okriljem, ali pa sredozemskih iger, evropskih iger, ampak to so tekmovanja, ki medijsko niso tako izpostavljena in takrat seveda lahko to izkoriščaš. Tako da ta gap se pa trudimo dejansko z našimi ostalimi dogodki realizirati. Še bolj smiselno pa je, kot pač nekateri sponzorji počnejo, da svoje aktivacije pa svoje aktivnosti gradijo okrog, vrednot olimpizma, športa za vse, zdravega načina življenja, neke družbene odgovornosti, kjer pa imamo mi kar veliko vsebin, za katere smo nacionalni nosilec in se lahko pač z neke zelo lepe zgodbe kreirajo tudi iz tega ven, pa ni nujno, da so sploh povezane športniki, ki so izpostavljeni v prvi vrsti. To je tisto, kar si v bistvu vsi, ki delamo v športnem marketingu, želimo. Zdaj, ta gap, kot je rekel Matic, je lahko 14-leten, ne? Dobar, ampak imajo kvalifikacije. Ampak, kot rečem, vsake 2 meseca Liga narodov je mislim, da tudi kar zanimivo. Lahko je, rečemo, nekdo bo rekel, 14 let, nekdo bo pa rekel, ne. Nogometna zveza ima dogodek vsake nekaj mesecev, ker vsaka kvalifikacijska tekma je tisto, kar res šteje in da v bistvu drži po koncu, v bistvu zveza. Matjaž, kako je to izgledalo v praksi? 2 leti nazaj, stožice na pol prazne, danes je ta kos papirja, vstopnica top in vsi so blazno veseli, da jo imajo. Kako je bilo iti čez to obdobje? Najbrž se nabere slaba energija, ampak je treba pa ravno takrat najbrž kopati, da se skoplje ven ne samo z golom v 90 minuti, ampak tudi z nečim drugim. Ne? Mislim, zdaj so to sladke skrbi, da smo, tekma z Norveško je že razprodana, praktično preden smo sploh šli v neko kampanjo, ker na koncu ni bilo niti potrebe, je že bila tekma razprodana sama po sebi, v bistvu. Ampak predtem pa seveda, iščeš različne sinergije, različnih ciljnih skupin, ampak pač zanašaš se zelo potem na bazo nogometnih klubov, nogometnih podmladkov, torej nogometnih šol, se dosti zanašaš na te, zanašaš se oziroma sodeluješ s partnerji, da tudi oni pripeljejo svoje zaposlene, svoje partnerje in podobno. Predvsem pa se poskušaš izogibati temu, da devalviraš produkt s tem, da bi razdeljeval vstopnice. Saj ni problem napolniti stadiona, konec koncev, če bi rekel, ok, zdaj bomo pa napolnili, pa bomo 16,000 kart razdelili. Saj na koncu koncev bi bila tudi ta možnost, ampak potem naslednjič boš pa to vstopnico poskušal prodati. Bo pa težje, ne? Ja. Dejstvo pa je, da seveda pač tako kot je naš selektor dostikrat pove na novinarski konferenci, ti dejansko navijači prepoznajo to. Navijači prepoznajo njihov trud, navijači prepoznajo njihovo borbo, navijači prepoznajo to, da si oni bojo za ta grb na igrišču naredili vse, da bo en Jan Oblak, da bo en Beni Šeško, da bo ta, ki sta
pač v nogometnem svetu že brenda konc koncev, da bo ta prišla oblikla reprezentančni dres in bo ta igrala za te ljudi tukaj v Stožcah. In predvsem to. No. Konkretno ste pa tudi, kot sem spremljal, imate loyalty program, skupinske, v bistvu paketne vstopnice, to vam omogoča, da ste stalno na enem stadionu. Ampak, a je to edini razlog, da ne greste še po drugih krajih, zakaj vas ni v Mariboru, zakaj vas ni v Celju? Kaj Stožice vam dajo poleg tega, kar vam recimo Maribor ne more dati ali pa Celje? Zdaj loyalty program, pa paketne vstopnice, pa podobni mehanizmi, s katerimi pač poskušamo predvsem nagraditi oziroma doseči najbolj zveste navijače reprezentance, najbolj tisti, ki ve, da bo vseh 5 tekem gledal, zakaj ne bi pod nekimi posebnimi pogoji kupil vstopnic, zakaj ne bi bil med prvimi, ki bi to kupil. Torej so eni mehanizmi, ki pa nas ne zacementirajo na stadion. Konec koncev vsej mi ne prodamo 13,000 vstopnic na ta način. Kar pomeni, da v primeru, da bi se mi selili na drug stadion, bi seveda potem namenili sektor tem sezoncem oziroma tem, ki so kupili paketne vstopnice in bi dobili svoj sedež tam. Prioriteta je spet, če se vračamo na competition first, so predvsem pogoji. Mi imamo v nacionalnem nogometnem centru na Brdu večino časa, da ne bo, imamo vrhunske pogoje in bližina hotela in igrišča, ki so tam samo za te fante. Potem imamo vse, kar ti ta center nosi, fitness, masaže, spa, konc koncev ta športni spa. In to je njihov dom. Fantje so tega doma najbolj navajeni, tam se najbolj počutijo in potem imaš pa še seveda bližino letališča. In vse to ti sestavi en tak paket in ko daš na koncu na tehtnico, je zelo težko potem zbrati nekaj drugega. Matic, ko gledaš na igre v Parizu, pa kot recimo, ko smo jih gledali mi, ko smo bili doma, olimpijske igre so največji oder in od nekdaj so bile, kaj naj rečemo, v bistvu je bilo vse trdno v rokah TV hiš. Zdaj, v vsem tem digitalu, kar smo govorili, pa social media, v bistvu vsem teh vsebinah, ki jih je vse več, TV hiše iščejo priložnosti, da zadržijo tudi ta del pogače zase. In vsi vemo, poznamo to zgodbo Snoop Dogga in ameriške hiše NBC, kako je v bistvu prodrl tudi v ta del in v bistvu pokoril si vse. Kako ti gledaš na to in kako si ti doživel v bistvu ta kaj ne rečem, upad influencerstva v prvo vrsto? Ja, zanimivo. Včasih so bili influencerji predvsem športniki, ki nastopajo na olimpijskih igrah, zdaj so pa dejansko tudi obiskovalci. Zanimivi so recimo podatki o prodaji vstopnic v Parizu. Ni jim šlo najboljš pred igrami, predvsem s temi luksuznimi vsemi vstopnicami. Na koncu je bilo toliko teh ljudi, predvsem tega filmskega sveta, pa glasbenega sveta, da je to podjetje Ono Location, ki prodaja ekskluzivno vstopnice na olimpijskih igrah, imelo zelo dobre rezultate, ker še en let prej so bili krizni sestanki in kako bodo to naredili. Ampak jaz mislim, da je to spet malo povezano s Parizom, ker je Pariz zanimivo mesto. To prvo vprašanje, ki se ga postavlja, je pa predvsem vezano na to, da pač iščejo predvsem mlade gledalce. Olimpijske igre so imele malo težave, kako privabiti mlade. Mi pač, mogoče že srednja generacija smo jih gledali in jih pač gledamo potem tudi naprej. Ko smo starejši, to mlado generacijo so pa želeli privabiti na eni strani siguren pač olimpijske igre, mednarodni olimpijski komitej z nekimi modernimi in pa zanimivimi športi, rolkanje, olimpijske igre v Tokiu, pa tudi zdaj to je eden od najbolj gledanih športov. Si ne bi mislil, ampak mladi pač to gledajo, čeprav mogoče mi starejši pač pogledamo mogoče finalni del ali pa preklopimo na rokomet, odbojko, na neke klasične športe, ki so nam bliže. Te influencerji pa sigurno, sploh Američani so bili vedno znani po tem. Zelo veliko navijačev olimpijskih iger se je selili na digitalne zaslone. Selili so se predvsem zato, ker so lahko neke recape teh tekmovanj ali pa povzetek dneva pogledali v 3-4 minutah, sploh kar je bilo vezano na njihovo reprezentanco. To pomeni, ni bi bilo treba gledati cele tekme. Te influencerji pa pač to še
podžigajo in jih nagovarjajo. Predvsem iz tega vidika, da dejansko tudi kar nekaj non-rights holderjev seveda veliko piše o teh olimpijskih igrah in privablja svoje potencialne bralce na svoje strani. In broadcasteri se morajo na drugi strani kar zelo močno pomatrati. Je pa dejstvo, da tudi na Mednarodnem olimpijskem komiteju, mislim, da je podoben, tudi prva se še vedno praktično vse vrti okrog broadcasterjev, ker to je vsaj iz tega letnega poročila MOKA 80% vsega revenjuja prihodkov pač ustvarjajo oni iz TV pravic. In zdaj te podatki, ki sem jih na začetku omenil, predvsem pač NBC, tudi Nemčija, Avstrija, Globo, Brazilija, tudi polet v nebo, so seveda super dobri, predvsem za Mednarodni olimpijski komitej, ker oni bodo lahko naslednji paket pravic prodali še za višjo ceno, kar je pa seveda izziv recimo na našem slovenskem trgu, ker pravice postajajo zelo, zelo drage. Hvala Bogu jih je zdaj RTV Slovenija kupila do leta 2032, ampak smo bili tudi pred tem, da dejansko jih mogoče sploh nihče ne bi kupil. In potem bi lahko ti gledal na Eurošportu olimpijske igre, tam pa ne bi bil fokus na Slovencu, ki seveda ne vem, je v nekem športu v drugi polovici nastopajočih in seveda nek globalni prenos ga nima v fokusu. Ne. Tako da ta del je relativno pomemben. Siguran pa tudi OBS, ki prinaša olimpijske igre, še dejansko toliko delež, da lahko nacionalni broadcaster zdaj lahko reče, bom spremljal na atletskem stadionu samo pač med diska, ne. Ker nas pač to zanima, zato ker imamo tekmovalce, ki to delajo in se seveda potem lahko to preklapa. Tako da to so neke relativno zanimive zadeve in zato je zelo pomembno, da imamo nacionalnega broadcasterja. Podoben, verjetno tudi v nogometu. Olimpijske igre so pa tukaj še malo bolj specifične. Tukaj imamo, nogomet ima to priljubljenost, da je dejansko nacija, če se nekdo uvrsti sploh v Sloveniji na to tekmovanje, pač vsi gledamo. Ne? Na olimpijske igre se pa uvrščajo tudi nekateri športi in pa športniki, ki jih prej nismo poznali. Veslanje je imel zdaj zelo dolgoletno praznino, pa sta bila zdaj 2 veslača na olimpijskih igrah. To je zelo pomembno za panogo samo, da se spet začne razvijati, da privlači mlade in ostale. In sigurno pač teh 17 športov, mislim, da jih je 17 športnih panog, s katerih so bili naši športniki. Od tega je verjetno 4-5 tistih, ki so zelo medijsko-marketinško zanimivi izven olimpijskih iger. Zato je pač pomemben, da so tudi del tega programa. Mi imamo, ne vem, en handicap, ki meni ni jasen, kako dejansko priljubljena je gimnastika, pa plavanje na olimpijskih igrah. To je postopnica za plavanje, ki jo ne moreš dobiti, recimo, ne? Ampak izven tega olimpijskega programa pa ima tudi fina globalna težava, kako najti nek tekmovalni koncept, ki bi bil zanimiv za sponzore, partnere, navijače. In to je recimo ena od stvari, ki je taka malo paradoksalna. Content creatorji, a sta vidva kdaj razmišljala, da bi zveza, komitej najel koga, da bi v bistvu vam pomagal na teh omrežjih? Smo že imeli tudi poskuse, ja. Smo že tudi sodelovali s kakšnimi zunanjimi, tudi v enem koncu v enem obsegu tudi moraš, ker se nisi, mi smo še vedno ena manjših zvez, če pogledamo Evropo, ne moreš imeti za vsako področje zaposlenega človeka konc koncev. Ampak dejansko na koncu prideš do tega, da ti najbolj poznaš svoj produkt oziroma svoj šport, oziroma ti veš, kje so ta pravila, kje so, lahko ti da nek added value, ja, pod pogojem, da vse te pogoje sprejme, ne. Mi recimo na vsaki tekmi imamo v naši domači, pripravimo razne aftermovije s tekem, ki so full hudi za pogledati, ne? In ja, tu imamo seveda zunanjo ekipo, ki to dela, ne? In oni so pač eksperti za svoje področje, seveda rabiš pa nekoga z naše strani, da jih konec koncev vodi, ne? Spomnim se na Euro, sem delal v Münchnu. Tako, kot si rekel, Matic, na koncu v bistvu so TV hiše tiste, ki dajo zaenkrat še vedno ne samo večino, ampak res močno večino denarja, pač denarne pogače. In na tekmah so vedno prostori, ki jih dobijo TV hiše ob igrišču za prezentacijo, za vključitev v program pred tekmami, med tekmami oziroma med polčasom in tako naprej. Zdaj pa smo imeli prvič tudi poseben podij, kjer so lahko te TV hiše imele svoje social media ekipe, ki so iz tam ali preko selfija ali pa na kakšen drugačen način ustvarjali vsebino, ne? Kar je res v bistvu korak naprej, ne? Spomnim se, na stadionu v Münchnu so trumoma vozili influencerje na day off,
ki so ustvarjali dnevno, pač novo vsebino, novo vse, kar se dogaja. In to je šlo res nekam, ne vem, že do neke meje, ali pa bomo rekli, takrat ni bilo še nič, mogoče če bomo čez 4 leta ali pa že, po Los Angelesu, pa po Ameriki, ne bomo rekli, takrat je bilo še vse tako nedolžno. Ne vem, Jaz mislim, da bo ta Amerika kar spremenila to krajino digitalno na športnih dogodkih, ker so pač oni, vsaj, ko mi gledamo, se vedno zgledujemo po, ne vem, Team USA in Team GB, Avstralci, Kanačani, to so vedno korak, 2 pred ostalimi, kar se tiče vseh teh novosti. Tako da absolutno se pač to dogaja. Mogoče tukaj si pa prej omenil, pa dejansko, tudi mi smo imeli zdaj v Parizu prvič 2 kamermana, eden celo z dostopom do olimpijske vasi, kjer je posnel samo tisto, kar se pač lahko posname, ampak da so te video vsebine bile kreirane za razna družabna omrežja, eden tudi skozi v slovenski hiši, ker zdaj dejansko, če imaš neko platformo, pač produkt, je super, da jo imaš, če jo potem seveda ne znaš izkoristiti, komunicirati in pa marketinško izpostaviti, pač nisi naredil nič, ampak jaz mislim, da to je vse nekaj trenutno klasičnega, kar delajo vse te športne organizacije, ki so mogoče na malni višjem nivoju. Mogoče ena zadeva, ki sem jo prej pozabil izpostaviti pri content creationu. Konec koncev tudi veš, mi smo torej, ko prideš na Evropsko prvenstvo, dobiš UEFA-ino ekipo, ki je konec koncev dedicated samo tvoji reprezentanci, kar pomeni, da imaš da se z tega snemajo stvari za broadcasterje, torej za broadcasterje širše, ne samo za tvoj broadcaster to lahko vzame. In pa seveda delaš tudi vertical vsebina, ne, torej za državna omrežja, za TikTok in tako naprej. In v bistvu torej naš social media manager dejansko na samem stadionu, kot enkrat prispeš na prizorišče, nima nobenih pravic. Mi smo potem non-rights holderji v tistem primeru. Prvo se relativno podobno na olimpijskih igrah, še vedno lahko kakšno fotko naredi pa to, ampak spet tistem iz 17. vrstane, nima pa dejansko pravic, tako kot je Matjaž rekel, ti moraš tisto vsebino ekskluzivno prepraviti prej, ko jo prepraviš ali v olimpijski vasi, ali pri njih mogoče v bazi, kjer dejansko imaš dostop. Ko pa priješ tja, je pa zelo, zelo strogo vse. Na olimpijski zgodbi je tako, mogoče tudi v nogometu, da mi sploh ne smemo video objaviti iz tekmovališča. To pomeni, nekdo servira v odbojki v četrtfinalu, zato da bi prišel v polfinale, mi tega videa ne smemo objaviti. Zato, ker je to nekaj, kar lahko objavijo broadcasterji in je tukaj zelo stroga mejnica. Tako da je ta del kompliciran. Pri nas na olimpijskih je celo tako šlo daleč, da celo video nismo smeli objavljati. Nacionalni olimpijski komitej, da se to rahlo sprošča, saj v teh free time aktivnostih. Športniki imajo nekaj več pravic, ampak je kar komplicirano. Tako da moraš to. Ne, in recimo, točno to. In v bistvu naš content creator je bil v bistvu na koncu na press tribuni, je pa dobra stvar bila ta. To je pa bilo letos pač, oziroma verjetno že bilo na kakem prvenstvu prej, sam mi nismo bili tam. Da smo mi dejansko dobivali v real time footage na dedicated server, oziroma na eno mesto, v eno aplikacijo in vse iz tistega. Ta ekipa je bila samo za tebe tam, oziroma samo za tvojo ekipo. In oni so bili na treningih, oni so bili na vseh naših medijskih aktivnostih, novinarskih konferencah in so točno vedeli, kdo je kjer igralec, kdo je kdo, kjer ga morajo več snemati, kjer jim bo kaj dal. In mi smo dobili fantastične posnetke za uporabo, ampak torej pred tekmo, med tekmo itd. Ampak kot si pa rekel, ko se pa enkrat na igrišču začne, pa do toliko in toliko ur po tekmi, konec, gotovo. Mi potem sicer lahko sploh te posnetke, ki ti jih da UEFA-ina ekipa, ampak takrat je omejeno samo na nacionalnega fotografa. Tako, ko se tekma začne. In še to, v bistvu nacionalni fotograf še tam ima potem dosta omejitev. Mislim, da celo ne vem, če je lahko prišel na igrišče, ne vem, ko je bilo neko veselje. Mislim, da ni smel, recimo. Je pa dejstvo, da pač zato moraš imeti pač v zadnju neko ekipo, v našem primeru Pariza, 2 grafični oblikovalki, ki sta bili praktično skozi na voljo. Ogromno enih materialov, pripravljenih enih grafik, če se osvoji zlata medalja za vse, praktično medal hope, 2 kamermana, spet 2 fotografa, praktično en presataše, en subpresataše še za eno športno panogo, v našem primeru Turkomet, ki smo imeli 2 ekipi, pa še v bistvu ena oseba za digital, pa še ena oseba dejansko dodatno, da dejansko lahko to mašinerijo vso laufa
Poleg tega pa smo imeli v slovenski hiši tudi ločeno ekipo, tako smo se odločili za komuniciranje in za vse te vsebine. Tukaj dejansko, to bo Matjaž bolj vedel, tako dela športni del, ima toliko enih aktivnosti in toliko enih vsebin, da težko pokriva še ta drugi del. Tako da mogoče pri nas je še problem ta seveda zgoščenost nastopov. Letos v Parizu 90 športnikov, tisti prvi teden, ki se začne, je bilo praktično od jutra do večera, sploh če imaš 3 ekipe, ne vem, rokomet, odbojka, rokomet, in je res ogromno enih aktivnosti. In seveda vsi si želijo, da jih skomuniciraš, in je ta del mogoče še nekoliko bolj kompliciran. Pa tako, kot si pač rekel, zato dejansko tudi te uradni fotografi praktično pritiskamo na njih, da dejansko takoj pošle fotko, ki jo je naredil, s to, ki jo pač rabimo. Pri našem primeru vsaj fotko lahko objavimo, ne vem, med polčasom, med četrtino ali med nastopom, ker na koncu tekmujemo z vsemi, z mediji, želimo biti prvi, pa seveda želimo, da naši sponzorji to izkoristijo in da lahko delijo naše vsebine relativno hitro. Tako da to je pratel kar zahtevno, verjetno pri njih, ko se zgodi neka zmaga, dober uspeh, uvrstitev v osmino finala, pri nas pa predvsem, ko se zgodi medalja, da imaš vse redi in da lansiraš vse lahko takrat, da je vse takoj, to vsi hočemo. Predvsem navijači tudi. In mogoče recimo to smo opazili pri našem TikToku, ker smo pač začeli tudi pred časom s TikTokom. Tam je pa še toliko bolj to pomembno. Tam je pa še toliko bolj instantnost pomembna. Zdaj v novi številki Sportov magazina, upam, da ste jo že downloadala, je nekdanji globalni direktor Adidasa rekel, da pač cela športna industrija temelji na zvezdnikih. Zdaj se težko ne strinjamo, ne? Kljub temu, da važno je sodelovati, pa kljub temu, da recimo neke Portugalce mi vedno, ki imamo radi fuzbal, vedno jemljemo kot dobro reprezentanco, ampak recimo kaj je naredil Cristiano Ronaldo iz portugalske reprezentance ali pa recimo kaj naredi, ne vem, Simone Biles iz ameriške telovadbe. Zdaj, kako je težko je predvsem Olimpijskemu komiteju sodelovati v tej igri? Da so to res zvezdniki in da se na njih gradi in da je to tvoja pot višje tudi zaradi sponzorjev in zaradi podpornikov. Mednarodni olimpijski komitej se sigurno želi, da te zvezdniki nastopijo na olimpijskih igrah. Najbolj klasičen primer zdaj je recimo hokej. Ko NHL-ovcev ni bilo na olimpijskih igrah, je seveda ta hokej malo padel, zato so se zdaj tako močno trudili, da se prekine ta liga NHL, da oni vsi pridejo tja in da bodo pač igrali za najboljši v Milano Cortini. Ali pa podobno seveda, da tudi NBA oziroma ameriška reprezentanca pripelje svoj dream team na olimpijske igre. Tudi to se govori uradno, neuradno, da imajo kakšne stvari, ki so mogoče bolj prilagojene njim, vedno stanujejo izven vasi in podobno, imajo ta dovoljenja, recimo, ker dejansko pač te zvezdniki generirajo, so influencerji, konec koncev, in jih ljudje spremljajo in generirajo res ogromno enih medijskih vtisov in absolutno je to dobro seveda za olimpijske igre, če se nek Steph Curry z zlato medaljo slika pred olimpijskimi krogi, predtem pa da še 40 točk, tako da so to neke zvezde. V našem primeru konkretno pa siguran, imamo tudi nekaj svetovnih zvezd, tudi v športu, ko je bil nek Luka Dončić na olimpijskih igrah v Tokiu, sigurno ena od večjih zvezd, tedaj Pogačar v Tokiu, nažalost ne v Parizu, kjer je ogromno ljudi se mene osebno vprašali, če bo tekmoval, tako da je dejansko zvezda, pa Janja Garnbret, konec koncev imamo nekaj zvezd, ki dejansko lahko tudi ne promovirajo sam svoj šport pa olimpijsko reprezentanco, ampak jaz mislim, da kar cel narod Slovenijo, ker jih pol dejansko vsi poznajo potem, da prihajajo od nas iz Slovenije. Matjaž, tebi tudi najbrž zelo olajša vse skupaj, da imaš v reprezentanci Oblaka, Šeška, sponzorji trkajo in najbrž sprašujejo seveda za največje zvezde, normalno, ampak je pa tudi zaradi tega, pa so tudi tam. Ja, absolutno. Po eni strani so tam, po drugi strani sponzorji bi se seveda želeli delati z največjimi zvezdniki praktično za vsako stvar, ki jo na koncu počnejo. Mi imamo to srečo, da imamo tudi selektorja, ki je persona tudi sam po sebi, in veliko stvari, kar se tiče ekipe, lahko oddela tudi on. To je super. Ker je vrhunski govorec, ima širino in v bistvu tudi kar se sponzorjev tiče, od medijskih aktivnosti do sponzorskih aktivnosti. Kar se pa igralcev tiče, jih pa potem je pa naš job tisti, da razdelimo aktivnosti med njih.
da se sponzorji dogovorimo, veliko pogovorov, veliko sodelovanja je tukaj potrebnega sponzorja, ampak tukaj mi imamo pač res izjemne sponzorje, kar se tiče uveljavljena. Največja slovenska podjetja, pa ljudje, ki pa tam delajo, so pa dejansko se lahko pogovarja z njimi glede vseh teh stvari, razumejo, prisluhnejo in tako naprej. Ne? In razumejo, da ne more biti Benjamin Šeško ali pa Jan Oblak v vsakem oglasu. In tudi naša naloga je ta, da poskrbimo, da se bo čim več teh fantov pojavili. Ne se kdaj pa kdaj ti kdo pride, kak igralec pride pa reče, da jaz bi bil v spotu v takem pa takem. Ja, super, bomo te dali naslednji, takoj, ko bo naslednja možnost. Ne? Ampak se pa trudimo, da oni so ekipa in se trudimo, da tudi jih tretiramo kot ekipo. Ne? Torej, da ima vsak svojih 5 minutes of fame. Ne? 5 minutes of fame, Matic. Pri nas je kar podoben sistem, seveda bi si vsi želeli, ne vem, za Paris, Janjo Garambret in podobne, ampak imamo nek pač sistem, da dejansko vsak športnik lahko nastopi v 3 kampanjah sponzorjev, seveda moramo potem to malo zrotirati za vsake olimpijske igre. Poskušamo pa dati, kot je Matjaž rekel, tudi priložnost nekaterim športnikom, ki mogoče niso tako prepoznavni, ker jaz vedno govorim, da so olimpijske igre ena idealna priložnost, da postaneš ti kot športnik blagovna znamka. Takrat te mediji izpostavljajo, ne glede na to, v katerem športu si, in takrat, če sam mal dejansko dodaš k temu in to izkoristiš, še to eno od priložnosti, siguram pa neke kampanje sponzorjev, brez katerih jaz še vedno trdim, ne bi bilo slovenskega športa, kjer so zelo pomemben financer slovenskega športa, te pa dejansko lahko izstrelijo tudi med zelo prepoznavne ljudi, ker nekateri sponzorji so celo enaki, imajo tudi dejansko zelo velike medijske budžete in njihove kampanje so zelo vidne in za nekega mladega ali pa perspektivnega športnika ali pa nogometaša na drugi strani lahko to tudi idealna priložnost, da iz sebe naredi neko blagovno znamko. Recimo pri vas, imate športnike, ki niso dnevno na medijskem pladnju. Ne? Imate športnike, ki pridejo, ampak niso tudi vsi taki talenti naravni, kot je recimo Andrej Aleški. Ja, Andrej, recimo... Kaj naredite z ostalimi, kako jih učite, kako se do njih obnašate, kako gledate na njihov razvoj? Nekateri športniki pač imajo mogoče to neko naravno danost, da so zelo dobri govorci, da imajo neko energijo, ki jo izžarevajo v sodelovanju z mediji, s sponzorji, in seveda njim je veliko lažje v tem svetu. Na drugi strani imamo nekatere športnike, ki so malo bolj sramežljivi. Mi vedno pred olimpijskimi igrami pripravimo določene delavnice na temo javnega nastopanja, komuniciranja, se seveda z njimi pač dela. Je pa pač tudi iz prakse, vemo, na določenih snemanjih nekateri pač uživajo in jim mine tako, drugi pa na tistih snemanjih trpijo. Ampak športniki so medijske osebnosti, sploh tisti, ki so olimpijski reprezentanci ali pa nogometni reprezentanci, in to je pač del službe, ki pride zraven. Mogoče to, kar si pa načel na začetku, je pa to, olimpijski reprezentanci imamo določene športnike, ki jih predtem slovenska javnost ni poznala. Ok, Andreja je že relativno profilirana športnica, ona je bila medalistka svetovnega prvenstva in z največjih tekmovanj pa še vedno ni imela neke javne prepoznavnosti. Zdaj po olimpijskih igrah je pač pozna cela Slovenija. Toni Vodišek, mislim, da se je tudi zgradil svoje ime zdaj v tem času. Zdaj pa dejansko na njih, na njihovih ekipah, na njihovih menedžerjih, svetovalcih in ostalih, da pač to monetizirajo in izkoristijo. Oni imajo ta hendikep v primerjavi z nogometaši, da zaslužijo relativno malo, in dejansko je zelo težko zaslužiti v nekaterih športih to, da boš preskrbljen do konca življenja, in te olimpijske igre jim mogoče lahko odprejo vrata do nekaterih podjetij, ki postanejo njihovi sponzorji na dolgi rok. Ne vem, koliko nogometaši to rabijo, verjetno rabijo še vedno, ampak imajo mogoče ta del malo lažje narejen, ker nogomet pač je po zaslužkih na prvem mestu. Vsi govorimo, ko govorimo o športu, govorimo o zgodbah, radi. Ta zgodba Janje Garambret, kako se je to poznalo pri vas? Jaz vem, kako se je to poznalo pri meni kot gledalcu, ko sem gledal njen finalni nastop. Ko si čutil vse, kar se je dogajalo v zadnjih 4 letih, ali pa si hotel čutiti, recimo temu. Si se skušal poistovedeti, kaj je mogla iti čez, kako je težko je biti zmagovalec, ki ostane na vrhu, kako je težko je, ko vsi mislijo, itak boš zmagala. In potem, ko je v bistvu ona znala vsaj, se pravi, najbrž se je nam zdelo kot navijačem, da vsak, ona nam je sliko z svojim obnašanjem, z vsem tem nam je to znala povedati, koliko je pretrpela in kako je vesela, da je do tega prišlo, in njen ta čustveni izliv na koncu in vse to. Kako je bilo to na OKS-u, oziroma kako je to, ko to
ta čustva, ki smo jih mi vsi videli in doživeli tudi sami prek njene, kako je to, ko ta čustva skušaš pa, kaj ne rečem, v bistvu monetizirati? Ja, okay. Najprej pač šport so emocije, ne? Zato dejansko imamo ljudje to radi šport, ki prinašajo neke emocije, ker mi navijamo seveda za športnike, ki so nam blizu. Konec koncev prihajajo iz iste države in tako, kot je Matjaž rekel na začetku, ljudje vidijo in ljudje cenijo, ali se neka reprezentanca, nek športnik trudi. In v Janinem primeru smo vsi videli, koliko dejansko je imela ona bremena na ramenih, koliko težko je bilo dejansko splezati do druge zlate medalje. Zdaj, koliko se to monetizira, je pa predvsem v tem, da dejansko lahko ti pogledaš, kakšna je bila gledanost pač tega finala, ki je bila res zelo visoka, na drugi strani, kakšen je bil nek digitalni vtis. Dejansko, koliko ljudi se pač o tem pogovarja in s tem dvigaš pač vrednost nacionalne olimpijske reprezentance, da imaš take športnike v njej, pa konec koncev tudi samih olimpijskih iger. Zdaj, kot smo pa že prej govorili, seveda Janja v času olimpijskih iger mora nastopati povsem clean, ne? To pomeni samo njen opremljevalec specialne opreme je lahko izpostavljen, tako da bi dejansko to lahko izkoristil, ni take možnosti. Kar je pa pomembno, pa kar je tudi, smo se prej pogovarjali, pomembno je pa to dejansko nekdo, ki te podpira, ne vem, 4 leta, in nima nekih velikih priložnosti, potem seveda v času olimpijskih iger to lahko izkoristi, bodi si v kampanji, na digitalu ali pa potem na vseh izpostavitvah, kjer je Janja prisotna. Konec koncev je bilo to v Slovenski hiši zelo močno izpostavljeno, kjer imaš ti, ne vem, live prenos vse slovenske televizije, ko pride medalist v tistem času in seveda pač lahko to izkoristiš, v njihovem primeru pa podoben. Konec koncev tisti sponzorji, ki so bili zraven zadnjih, ne vem, koliko si rekel, 16 let, ne? Pa verjamem, da je bilo kar nekaj istih, kot je bilo takrat v Južni Afriki, so zdaj pač to, hvala Bogu, lahko izkoristili. In zato je mogoče na tem mestu treba tudi izpostaviti, da seveda nismo zadovoljni, da pa nekatera podjetja slovenska pa hoče potem največja športna tekmovanja, Evropsko prvenstvo, olimpijske igre, konec koncev, ne vem, Tour de France, ki se nas ne tiče to, ker ima nekdo drug pravice, ampak vseeno izkoristiti in dejansko svojo blagovno znamko ali pa svoje podjetje povezovati s temi čustvi. S tekmovalci, s čustvi in z vsem, kar pride zraven, pri tem pa ne vložiti €1 v to organizacijo, ki dejansko mora podpirati, ne vem, mlade nogometaše, vse mlade športnike, skozi naše programe gre ogromno enih športnikov. Mi damo skupaj z državo pa Fundacijo za šport, ne vem, več kot €500 000 vsako leto za mlade štipendije športnikov, ne? In mogoče potem 10% tistih, ki jih dobi, pride v olimpijsko reprezentanco. Tukaj so tudi vsi naši sponzorji, ki 4 leta podpirajo nas, pač olimpijski komitej pa reprezentanco, pa ne vedo, ali bomo na koncu imeli 90 športnikov v Parizu, ali jih bomo imeli 30, ali bomo imeli kakšnega od velikih zvezdnikov, ali bomo osvojili kakšno medaljo, ali ne. Tako da ta del, mislim, da tudi pomembno, da se izpostavi. Ja, prav, da si omenil, da ne skačejo vsi vedno. Ja, tam, je zanimivo. Mi smo imeli ogromno teh primerov in pač potem opcije, ki jih pa imaš, potem ko se enkrat to pojavi, jih pa nimaš ogromno. Ne? Ja, absolutno. Veš, ti na koncu lahko najdalj, kar prideš, da prideš na neko sodišče ali pa karkoli, s tem, če je nekdo tukaj. Tako da ne umakne potem teh bodi si asociacij, bodi si kampanj in tako naprej. Ne. Seveda naša naloga, tako kot vaša, je pa konec koncev zaščititi športnike, pa zaščititi svoje partnerje. Seveda. No, zdaj, vaši partnerji bodo imeli novo priložnost, ne? Fantje so se vrstili na 21. Evropsko prvenstvo. Ja, super, fantastičen uspeh te reprezentance. Mi se sploh ne zavedamo, kako težko se je uvrstiti na 21. Evropsko prvenstvo, ker je dejansko to Evropsko prvenstvo z najmanj nastopajočimi reprezentancami. Razen še olimpijski turnir. Koliko je ekip? Mislim, da je 16. Razen še, po mojem, olimpijski turnir. Tudi olimpijski turnir je pa tisti, preko katerega, torej, da pa lahko sploh prideš do olimpijskega turnirja, moraš pa čez Euro 21. Torej, to je potem pot, kjer lahko fantje pridejo do olimpijskih iger mogoče. Ja, tle je neki sponzorji sicer različnih, oziroma nimajo vsi sponzorji trenutno še pravic do U21 reprezentance, ker vseeno imamo tudi sponzorske strukture, glede na produkte, ki jih imamo, pač in reprezentanca, ženska reprezentanca U21 in tako naprej. Ne? In zdaj čakamo, kaj bo, koga nam bo žreb namenil.
Potem pa jovo na novo ta zgodba, konec koncev. Ne v takšnem obsegu, seveda, ampak to so tudi fantje, ki so že izdelani nogometaši, izdelane osebnosti, par 20-21 letih, so že zelo odrasli zato, ker so pač profesionalni športniki in da prideš do tega nivoja, moraš biti tam. In ja, bo spet eno zanimivo poletje. Mi smo imeli primer pač teh mladinskih reprezentanc, mladinske olimpijske igre ali pa olimpijski festival Evropske mladine, kjer so mogoče še malo mlajši športniki, da dejansko so relativno zanimivi, predvsem na digitalnih kanalih, ker so oni vsi zelo močni na digitalnih kanalih, tam jim sledi že kar nekaj ljudi in sigurno je to nekaj od priložnosti tudi za sponzorje, pač da to izkoristijo. Pa seveda, absolutno spet si potem v nekem obdobju lahko narediš nekaj zanimivega povezanega s športom, da ne čakaš sam na ta velika tekmovanja, Evropsko svetovno prvenstvo, pa pri nas olimpijske igre. No, ko smo pri teh novih generacijah, meni osebno je bila najbolj všeč kampanja Telekoma za ta online abuse. Kako ste videli to? Meni osebno tudi. To je mogoče tisto, kar sem tudi v štartu omenil, da ni nujno, da dejansko podjetje bazira celo kampanjo samo na športnikih. Vse ta olimpijski del so oni bazirali na 3 športnikih, ampak oni lahko to kampanjo zdaj peljejo naprej tudi brez teh 3 športnikov. Ta hate speech, sovražni govor na športnih terenih je zelo prisoten v vseh športih in absolutno, da se ti eden od sponzorjev zaveže in to izpostavi medijsko, pripravi kampanjo in vso komunikacijo na to temo, dejansko nam pomaga reševati določene izzive in probleme, in takih aktivacij bi se jaz absolutno želel še več. Ja, se absolutno strinjam. So tudi podprli konec koncev našo moško in žensko reprezentanco, tudi z tega vidika imamo planirane določene aktivnosti še v prihodnosti. Tudi mi razmišljamo, mi moramo predvsem, kar se hate speecha tiče, narediti en korak naprej pri izobraževanju staršev na tekmah najmlajših konec koncev. Tle je precej različnih mnenj, da se lepše izrazim. Imamo tudi en izziv tudi glede sodnikov, ki so tudi konec koncev del našega športa, spoštovanje sodnikov in podobno, predvsem strani navijačev, tudi kdaj igralcev, pa niso v prvi liniji, kar se tiče, marsikdo je že kdaj pomislil, pa kaj ta sodnik dosodil, in tudi iz tega vidika jih moramo malo zaščititi oziroma jih moramo dati eno podporo. Tudi pri vas je v bistvu mental health bil mislim, da v prvem planu pri Triglavu. To so te zgodbe sponzorjev, o katerih govorimo, ki presegajo veliko tekmovanje, ki presegajo gol, ki presegajo medaljo, ki v bistvu ponazarjajo neko kontinuiteto in pa obenem še neko, kaj ne rečem, sponzoriranje s težo, kako bi temu rekel. Ja, pa mislim, da je teh tematik in priložnosti kar veliko, pa se jih mogoče celo premalo izkoristi, zdrav način življenja, gibanje, otroci proč od tablic, mislim, da ste celo vi imeli tudi eno kampanjo enkrat. Tako da to je absolutno kar veliko nekih področji, ki bi jih lahko skupaj sponzorji dejansko mi nagovarjali, ker seveda to so pač tudi neki izzivi, ki jih mi kot športne organizacije moramo izpostavljati, tudi v sodelovanju konec koncev z državo, kako narediti to družbo boljšo. To je nek pač ultimativni cilj in seveda nam lahko ta sponzorstva in pa take aktivacije pri tem pomagajo. Matjaž, vsi imamo radi šport, ker seveda so prisotna čustva, vsak od nas navija za kakšen klub, kakšnega športnika, je bolj domač v enem ali drugem športu. Kako se vi ubadate s problemom navijačev? Kot nogometna zveza in pa kot nogometna zveza na vaših tekmah. In kako se to odraža pri pogovoru s sponzorji? Vsi govorimo o tem, kako bi bilo to treba rešiti, ti pa nam lahko poveš direkt, kaj pomeni, ko se usedeš s sponzorjem, kako on pristopi k temu in ali je bil ta problem že kdaj na sestankih vržen vam v obraz? Najprej, kar se tiče navijačev, seveda pač mogoče glih to, kar smo se prej pogovarjali o hate speechu in tako naprej, tako kot moramo izobraževati starše, moramo izobraževati na nek način tudi navijače. Moramo najti poti, kako odpreti z njimi dialog. Mislim, da mi imamo v zadnjem obdobju kar dober dialog z njimi, ampak po drugi strani pa spet
trudiš se, lahko narediš čim več v nekem luči nekega dobrega sodelovanja, v luči neke podpore tudi pri njihovem udejstvovanju. Zdaj govorimo mogoče bolj v reprezentančni sferi, kot pa mogoče v klubski sferi, ker tam so pač potem spet druge zakonitosti. Ampak ne moreš pa imeti nikoli tega čist pod kontrolo. Jaz mislim, da Evropsko prvenstvo je bil en tak fantastičen praznik tudi za slovenske navijače. Koliko ljudi se je tam zbralo, koliko ljudi je planiralo pot v Nemčijo, si s tem naredili neke stroške, zato da je potem tam bilo na tisti tribuni podpirala reprezentanco. Mislim, meni se je naježila koža, ko smo to videli, pa nisem bil mogoče tokrat... Mi smo dobili mogoče ta občutek Evropskega prvenstva, šele ko smo prišli na stadion. Mi prej smo bili dosti umaknjeni. Seveda vse spremljevalne aktivnosti, ampak ta stik z navijači si pa mogoče dobil šele takrat. In hočem reči, da v bistvu so navijači en velik potencial, konec koncev zaradi njih igramo, zaradi njih igrajo fantje, predstavlja pa tudi določeno tveganje, ki ga pa potem ravno na tem sponzorskem delu dostikrat lahko začutiš. Ja, seveda, kdaj se znajde kakšna težava zaradi njih, potem pač mi odreagiramo na način, da pač poskušamo najti neko rešitev, vkolikor pač to gre, predvsem pa je tukaj dialog z navijači, predvsem je to pač naše službe na zvezi se potem že prej konec koncev poskušajo te navijače na nek način, ne bom rekel voditi, ampak sodelovati z njimi, da bi bilo nekih ekscesov čim manj. Se pa pač, občasno se zgodi. Seveda je tukaj potem polje kazni, ampak polje kazni je tako, mi kot nogometna zveza vstopamo na ta klubski segment, predvsem z vidika nekoga, ki kaznuje. In že iz tega vidika je potem težko imeti nek res dober odnos z navijaškimi skupinami, ker pač, ko bojo pa prvo baklo vrgli, boš pa kaznoval. In pač takšna so pravila, mi ne moramo tukaj stran pogledati iz tega vidika, ampak seveda lahko pa naredimo nekaj oziroma čim več na nekem osveščanju. Los Angeles se že danes v našem razgovoru je parkrat omenjen bil kot neka, kaj bo prekretnica, ne vem, bomo videli, ampak v povezavi z influencerji, z digitalom. Ta clean field, ki še vedno vztraja, se počasi, kako naj rečem, govori se o organskem dodajanju, umeščanju izdelkov, ne? In počasi smo videli, da je pladen od določenega sponzorja, da so določeni sponzorji prisotni, ne vem, s selfijem uradnim in temi zadevami. Kako, Matic, ti gledaš na to, do kam bo šlo in kaj misliš, da se bo zgodilo v Los Angelesu? Jaz mislim, da ima Mednarodni olimpijski komitej kar velik izziv na tem marketinškem modelu, ali še vztrajati pri njem dejansko ali ne, ker morate se zavedati, da mi imamo tudi na nacionalnem nivoju kar velik izziv s tem modelom. To pomeni, ko Mednarodni olimpijski komitej podpiše enega partnerja, moramo mi s tem partnerjem sodelovati tudi na nacionalnem nivoju, čeprav smo mogoče prej sodelovali z drugim, ali pa bi si želeli sodelovati z drugim. In dejansko niti ne vem, ali je to smiselno ali ne. Seveda se potem dobi nek manjši znesek od moka, da se dejansko to potem reši nekako odškodninsko oziroma v tem paketu te pogodbe. Na drugi strani pa se mi zdi, da clean prizorišče seveda zgleda super, ne? Ko gledamo, je super, da nas nihče ne poseljuje z oglasi in z ostalimi stvarmi med tekmo. Je pa dejstvo, da ne vem, če bo Mednarodni olimpijski komitej lahko dolgo vzdržal to breme, kajti te pogodbeni zneski so zelo visoki, zato pa zdaj dejansko prihaja tudi do nekih teh mogoče variant, selfie s Samsungom in podobno. Ta pladen, ki se ga omenil, je sicer bila dejansko aktivnost organizacijskega komiteja, kjer je bil Louis Vuitton eden od njihovih top partnerjev, pa na nek tak način si želijo, pa počasi pripeljajo pač določene njihove partnerje v samo zgodbo. Tudi kot uradno vozilo se je Toyota zelo močno izpostavljala za času olimpijskih iger. Tako da tukaj je pač nek razmislek, kako pač to rešiti v relaciji seveda do tega prizorišča, v relaciji do nacionalnih olimpijskih komitejev, na drugi strani, ki so mogoče tudi malo jetniki tega modela, in pa ali ta model v tem času še dejansko tisti, ki nos
največ prihodkov. Ne? Ali je to tisto, zaradi česar to partnerji pridejo v to olimpijsko zgodbo ali ne. Zdaj se je pač tudi zgodilo, da so šli 3 japonski top partnerji proč, Panasonic, Bridgestone, Toyota, seveda na drugi strani vstopajo ameriški, tako da ta del se spreminja. Los Angeles pa sigurno bo prinesel, jaz mislim, da kar nekaj vseh teh najbolj modernih aktivnosti na vseh digitalnih kanalih, kar je mogoče. Ne vem, že sam primer, tudi pri teh nekih idejah out of the box, logotip Los Angelesa, LA, ne? A se spreminja, ne? To pomeni enak, tako kot za vse olimpijske igre. A je enkrat tak, enkrat je drugačen, enkrat je celo mislim, da je bil povezan zdaj tudi z enim od njihovih lokalnih partnerjev olimpijskih iger. Ne? Tako da že tja noter pač posegajo mogoče te pravice, kar si mi ne bi mislili. Ne? Tako da so to neki pač moderni, zanimivi pristopi. Ko bomo pa zraven dodali še vsta, seveda hollywoodski, filmski del, pa znajo biti te igre predvsem zelo digitalne, zelo močno izpostavljene. Kako bo vse skupaj izgledalo, vse te priložnosti, ki se dogajajo, bomo videli, kako bodo te mix cone izgledale, kaj vse še čaka športnike na poti na prizorišče, pa iz prizorišča, ker dejansko mislim, da čez par let sploh ne bojo imeli več miru, razen potem na igrišču, ker takoj, ko je konc, jih vsi obletavajo. Tako da, to so pač neki izzivi, ki jih ima tudi Mednarodni olimpijski komitej na to temo. Seveda, športnik je še vedno srčika dogajanja, njega je treba zaščititi, mu dati tudi pravice. Bomo videli tudi, kaj se bo zgodilo na teh pravicah povezanih z športniki, koliko delač lahko oni oglašujejo svoje osebne sponzorje. To je tudi kar ena zgodba, ki je relativno, zdaj sicer se je malo umirila, ker so jim malo sprostili te pravice, ampak relativno pomembna. A lahko sponzor izpostavlja svojega osebnega sponzorja v času olimpijskih iger, pa na kakšen način, kar seveda spet nam ni najbolj všeč. Tako da je kar nekaj izzivov pred Mednarodnim olimpijskim komitejem. Moja pa seveda to srečo, da še vedno gledalci gledajo to in bodo medijske pravice lahko relativno dobro prodali. No, se ravno to, konec koncev, se športni dogodki so še edino, kar pa live gledamo. To je mogoče tudi v povezavi s tem. Zaradi tega pa so broadcasterji tisti, ki so še vedno glavni, kar se tiče velikih športnih dogodkov. Ne? Ja, ta teza se mi zdi zelo zanimiva, ker tako je Matjaž rekel, vse oddaje, vse lahko pogledaš za nazaj, ampak tisto tekmo bi pa rad videl živo, ki gre do konca. Ne bom pogledal čez pol ure. Čez pol ure je že narobe vse. Ja, že vidiš nekje druge. Vse zamudilo. Ja. In tudi zaradi tega konec koncev morajo marketinške ekipe in zvez in športnikov, konec koncev tisti, ki pač imajo svoje, ki so takšne blagovne znamke, da imajo tudi svoje ekipe, morajo iskati svoje drugačne priložnosti. Ne? Mi recimo, ne moramo uporabljati, imate vi tudi omejitve, ampak mi ne moramo uporabiti igralca samega. Pravilo 3. Ne? Ponekod celo pravilo 4 že ponovno. Tako da so različne omejitve prihajajo, ti pa potem iščeš pot okoli teh omejitev. Vse mi smo tudi organizirali konec koncev public viewing oziroma javno gledanje, javna predvajanja v slovenskih mestih, ko smo gledali Evropsko prvenstvo, ko so ljudje lahko gledali. Tudi tukaj je en kup omejitev, pa delaš to v bistvu doma. Daleč stran. Spet pravice televizijske in vse ostalo. Tukaj pa Matjaž omenil, je pa sigurno spet za nek nov podcast, ekosistem, kdo pa kako dejansko se lahko navezuje na kakršne koli vsebine. Ne vem, že samo športnik, osebni sponzorji, sponzorji kluba, Nacionalna panožna zveza, njeni sponzorji, potem OKS pa njegovi sponzorji, pa broadcasteri, vsi, ki pridejo zraven, potem pa še sponzorji organizatora tekmovanj, pa vsi dobavitelji in vsi ostali. Na koncu je tukaj ena lepa slika in kdo ima kakšne pravice in kdaj lahko uporablja. To je res postavil en tak kompleksen ekosistem. Je pa seveda tukaj, Matjaž rekel, hitro se pa zgodi, da ti nekaj prekršiš in seveda neki penali, neki kazni so pa relativno velike. In se niti ne želiš sploh na teh največjih tekmovanjih. Ja. Matjaž, če Matic rekel o Los Angelesu, naslednjih olimpijskih igrah kot o Hollywoodu, ker je Hollywood, ampak za vas je bil Hollywood pač Nemčija. Za fuzbal fana je Nemčija, Hollywood in Evropsko prvenstvo. Kaj ste na zvezi v bistvu se naučili iz tega? A se ti zdi, da že zdaj uporabljate neke stvari, ki ste jih tam uvideli ali pa so se pokazale kot primer dobre prakse? Ja, zagotovo poskušaš nekatere principe, ki so bili tam vzpostavljeni, pač tudi v svoje okolje prenesti, kar se tiče organizacije, ne vem,
za reprezentanco samih potovanj in podobno, tukaj je tu je bilo vse prepuščeno, konec koncev nama. Bila je zgodba sicer o prevozih z vlakom, zero emissions pa tako naprej, ampak na koncu spet zelo malo reprezentanc se je posluževal tega, zato ker ti moraš biti na prizorišču dan pred in moraš biti na prizorišču na treningu in točno takrat ga imaš. Konec zgodbe. Kako boš ti prišel do tja, ali bo imel vlak zamudo, ali vlak ne bo imel zamude, je pa druga zgodba. Hočem reči, sliši se dobro na papirju, ker sem sam bil v Münchnu, se spomnim Romunov, ki so potovali z vlakom, potem pa se je tekma zavlekla in jih je bilo strah, da bodo zamudili vlak. Tako enostavno. Ali pa se ti zaradi dopinga zavleče konec koncev tudi potem odhod z stadiona, še let lahko zamudiš, kaj šele vlak. Potem pa, drugače pa ne vem, neke koncepte, ki smo jih tam videli, mogoče recimo glih tako sem prej omenil, deljenje vsebin UEFA in zveze in tako naprej, bomo poskušali upeljati tudi do naših prvoligaških klubov in podobne stvari. V neki manjši obliki v preteklosti smo že, ampak zdaj smo mogoče tudi tu dobiš neko idejo, nek know-how, kako mogoče na nek uniformiran način dvigniti klube, ligo, vse skupaj. Tic, tvoj primer dobre prakse, ki ti je ostal v spominu, ali pa tvoja najljubša aktivacija, ki si videl, naša ali pa tuja? Mislim, mogoče primer relativno dobre prakse je ta, ki smo ga prej omenjali, sovražni govor, pa dejansko, da sponzorji lahko rešujejo določene izzive, ki jih imamo mi, komunikacijske. Drugače pa se mi je zdel v Parizu predvsem ta park na Velet, ena tudi za mene relativno nova, zanimiva zadeva, da dejansko lahko ti predstavljaš določene nacionalne hiše v obliki nekega expa in je to relativno zanimivo za vse navijače. To pomeni, ker sem se sprehodil po tisti aleji, za tiste, ki niso bili tam, mehiška hiša, prideš noter, pogledaš, kaj se dogaja, pol je bila kolumbijska, brazilska, pa ne vem, bil je Tajpej, pa potem mi, pa Čehi, pa Francozi in vsi ostali in si lahko v enem dnevu, tudi če nismo imeli olimpijske vstopnice, občutil nekaj, kar je relativno zanimivega. Kar se pa tiče samih prizorišč, pa ostalih stvari, je pa bilo dejansko tako, kot je vedno na olimpijskih igrah, pač vse urejeno in tukaj ni bilo nekih posebnosti. Matjaž, Euro zate, ni bilo nekih komunikacijskih, kaj naj rečem, korejskih zgodb, najbrž si bil vesel, si oddahnil, veseli smo bili, kar se je dogajalo na igrišču, kako si bil pa ti vesel v bistvu tvojim delom? V bistvu še največjo težavo iz tega vidika, ki smo imeli, če si že rekel, da ni bilo korejskih zgodb, je bila mogoče ta, da smo pač dan po tekmi v Münchnu na medijske aktivnosti dali Benjamina Šeška, medtem ko so večina naših medijev pa ostala v Münchnu. Ampak pač nesrečen primer za njih konec koncev in pa dejstvo, da če spremljaš reprezentanco, moraš biti tam, kjer je reprezentanca v Wuppertalu, ne pa v Münchnu. Mogoče je ena šola za nas vse za naprej konec koncev. To predvsem to. Super. Na Sporto prideta? Prida. Super. Za vse, ki ne veste, Sporto 21. 22. novembra v Portorožu, spet 2 dni. 20. obletnica, oba sta bila že velikokrat tam v različnih vlogah tudi, a ne Matjaž? Tako da vsi vabljeni, vama pa res hvala za danes, prebili smo let. Hvala. In gotovo se še vidimo. Hvala za povabilo. Hvala lepa.